Matej, zakaj naj ima podjetje še dodatne stroške s Facebook aplikacijo? Zakaj sploh mogoče ni dovolj sama komunikacija na Facebook strani? Čemu Facebook aplikacija? V bistvu jaz ne bi rekel, da je to strošek. Jaz bi prej rekel, da to je investicija v širjenje svoje blagovne znamke, storitve, produkta. Kakorkoli obrnemo, je to branding, dodatna promocija za v bistvu samo Facebook stran, za samo podjetje. Se pravi, z aplikacijo oziroma nagradno igro, ali se to naredi na časovnici ali kot posebej za vihek, v bistvu z njo naredimo dodatno promocijo svoje Facebook strani in svojemu podjetju. To je ključno, zakaj bi dejansko vse podjetja odločila za investicijo v takšno nagradno igro. Koliko, recimo, so tvoje izkušnje, lahko neka Facebook stran podjetje pridobi uporabnikov, recimo v nekem časovnem obdobju, enem mesecu? Recimo, če vse klapa, če je aplikacija takšna, kot mora biti, če je res uspeh, recimo. Če je res čisto tip-top, kot bi temu rekel, bi lahko pridobili nekaj tisoč, morda 5, morda tudi celo 10 tisoč fanov, ampak to je že v bistvu res verjetno zgornja meja. Je pa res, da je ogromno enih faktorjev, ki vplivajo na samo kvaliteto nagradne igre oziroma aplikacije. Matej, v čem je razlika med neko enostavno nagradno igro, ki jo lahko speljemo tudi na časovnici, in neko mogoče bolj kompleksno Facebook aplikacijo? Kje so prednosti in slabosti obeh? V bistvu prednost nagradne igre, ki izvedemo na časovnici, ena izmed njih je ta, da je cenejša. Ampak s tem, ker je cenejša za samo podjetje, ima tudi precej neke slabosti. Se pravi, na časovnici mi v bistvu lahko pripravimo nagradno igro v eni sliki in na tej sliki moramo v bistvu uporabnikom vse povedati. Pri sami aplikaciji pa imamo mi v bistvu bolj proste roke. Naša domišljija je v bistvu meja za nagradno igro. Ker v bistvu Facebook aplikacija, kot za vihek, je v bistvu spletna stran, ki teče znotraj naše Facebook strani. In zato lahko mi naredimo čisto poljubno Facebook nagradno igro, čisto po meri naročnika in v več korakih. Ampak konec koncev, zaenkrat, kako bi lahko ločil, zakaj je Facebook aplikacija vredna svojega denarja? Zaradi tega, ker ima nekaj bistvenih prednosti napram tisti nagradni igri, ki jo naredimo na časovnici. In to je v bistvu, mi postavimo lahko fangate, to je tako imenovana sovrata, s katerimi mi uporabnike prepričamo, jih povabimo in od njih dejansko zahtevamo, da všečka našo Facebook stran. S tem si mi dobivamo večjo bazo naših prijateljev. Druga zadeva je, da vzadaj te aplikacije teče ponavadi podatkovna baza, ki pobira uporabnikove podatke. Med njimi so recimo ime, priimek, spol, e-mail in še mnogo drugih, ki jih pač podjetje potrebuje. Te podatke lahko dejansko podjetje potem uporablja tudi za nadaljne svoje trženjske aktivnosti in za dodatno promocijo, ko se že sama nagradna igra izteče. Se pravi, na nagradno igro na časovnici ni nujno, da sploh uporabnik, ki je sodeloval, postane naš fan in ga po nagradni igri izgubimo, niti nimamo njegovih osebnih podatkov. Seveda, nimamo teh vzvodov, s katerimi bi prepričali in zahtevali do uporabnika, da postane naš fan. Dejansko na časovnici lahko od njega zahtevamo samo, da komentira in lajka v bistvu našo sliko. Ne moramo pa od njega zahtevati, da postane naš fan, da deli sliko in morda še kakšne druge elemente, ki jih ima Facebook aplikacija. Kaj mora imeti neka uspešna Facebook aplikacija? Katere elemente? Verjetno ni samo, da zdaj bomo imeti pa Facebook aplikacijo in bomo zmagali. Seveda, to je v bistvu že malenkost napačno razmišljanje, ker ko se mi lotimo investicije v samo aplikacijo, moramo imeti neko strategijo, neke postavljene cilje, zakaj bi se sploh tega lotevali. Uspešna Facebook aplikacija ima ogromno nekih elementov, ampak izpostavil bi mogoče samo 3 v tem momentu. In sicer to je viralni element. Z viralnim elementom si mi pridobivamo dodaten push, dodatno širjenje naše aplikacije in tudi Facebook strani. Potem v bistvu dobro nagrado, ker nagrada je ključna za v bistvu uspeh naše aplikacije. In pa seveda to, da lahko mi svojo kreativno žilico
izpilimo do te mere in prikažemo v bistvu aplikacijo takšno, kot sami želimo. Kaj bomo izvedeli 14. novembra na Faceitu v Ljubljani? Na Faceitu se vidimo seveda in tam bom predaval predvsem o dobrih praksah Facebook aplikacij nagradnih iger, ki jih črpam iz svojega znanja in izkušenj iz več kot 80 projektov. Se pravi, dobili boste zelo podrobne poglede, kaj deluje, kaj ne deluje, katere aplikacije so bile super uspešne, katere manj uspešne, katere zelo uspešne, katere pa mogoče tudi ne. Se pravi, ogromno enih informacij, s katerimi boste lahko naredili sami zmagovito nagradno igro.